O, vrba, srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta, da buka žeja me iz tvojega sveta speljala ne bila. Tako je pisal France Prešeren že davnega leta 1832. V njegovo domačo vas smo se podali tudi mi, da bi se pred slovenskim kulturnim praznikom spomnili življenja in dela največjega slovenskega pesnika. Hiša v Vrbi, majhni vasici pod Stolom, ima velik pomen za slovensko zgodovino. V tej kmečki hiši se je Mini in Šimnu leta 1800 rodil prvi sin. Kot takrat edini moški potomec je bil France velik materin ljubljenec, zato mu je želela le najboljše, da bi postal duhovnik. Že pri 8 letih sta ga tako starša iz domače Vrbe poslala k staremu stricu Jožefu, kasneje pa na šolanje v Ribnico. Skozi doživetje Prešernove hiše nas je vodila Petra Kržan. Lahko bi rekli, da stare stene še danes skrivajo delček pesniške duše. Ko je tukaj živel in se rodil France Prešeren, je hiša v tem nadstropju, kjer smo sedaj, bila že popolnoma enaka, kot je danes. Prostori so takšni, kot so bili. Zdaj edina razlika v primerjavi z Prešernovim časom pa danes je ti dve okenci. Leta 856 je Vrba gorela, takrat je tudi v tej hiši pogorelo leseno ostrešje. Takrat se družina odloči, da bodo povišali streho, tako da dobijo še eno sobico. Tukaj gor nad nami se reče Štibalc, tam so potem dekleta spala. Predtem dekleta pač nimajo svoje spalnice, ne. Kopalnica oziroma škafnica je bila v Prešernovem času stacionirana kar v veži. En škaf je bil namenjen pitju, drugi pa umivanju. Vodo so gospodinje sprva hodile iskat kar k znameniti Vaški lipi. Takole so si dale svitek na glavo. In v bistvu nesle na... In šle po vodo do vodnjaka, nič niso držale, tako kot je zdaj. To je treba kar vaja, ne? Ja, je kar treba, da imaš ravnotežje. Evo, mogoče mi rata. In bile so sposobne takole s polnim čebrom vode na glav stati pol ure pri vodnjaku pa klepetati, pa kapljica ni dol padla. Evo ga. Miza oziroma mentrga je imela tisti čas 3 namene. Ko je bila pokrita, je služila kot jedilna miza, ko je bila odkrita, pa je mama v njej mesila testo za kruh. V primeru, da so bili otroci rojeni en za drugim zelo hitro, pa postane mentrga tudi pomožna otroška posteljica. Ker v zibki je bil prostor samo za najmlajšega, zdaj tisti otroci med 2. in 4. letom starosti pa je bilo mamo strah jih dati na klop oziroma v zapeček spat, ker je to precej visoko. Pa baje zelo nemirno spijo otroci med 2. in 4. in tukaj noter so jim potem postlali. Prešernovi so bili v času pesnika 3. najbogatejša družina v Vrbi, zato je bila tudi hiša temu primerno opremljena. Srce vsake stare kmečke hiše, črna kuhinja, še en znak bogastva, ni v veži, ampak je v posebnem prostoru. Velika bokana veža, da že takoj, ko v hišo vstopite, naredi na vas vtis. Zidano je, potem črna kuhinja v posebnem prostoru, pa klop v glavnem bivalnem prostoru v hiši okrog in krog celotnega prostora. France je po Ribnici odšel na šolanje v Ljubljano, kasneje pa na Dunaj, kjer je dokončno sprevidel, da si resnično želi postati pravnik. Nekje v tistih letih začne pisati tudi prve pesmi. Njegova najbolj znana dela so Zdravljica, Povodni mož, Sonetje nesreče, Krst pri Savici in Magistrale. Ti si življenja mojega magistrale. Glasil se z njega, ko ne bo več mene, ran mojih bo spomin in tvoje hvale. V marsikaterem obdobju pa njegovo življenje še do danes ostaja skrivnost. V bistvu edini 2 osebi, ki sta njega dejansko poznali in sta pisali kasneje o njegovem življenju, je hči Ernestina Jelovšek. Ta je zbirala spomine in tako. Ona jo je zelo zanimala in je že od mame probala pred smrtjo zvedeti, kar se da veliko, tako da v bistvu po maminih spominih je ona te spomine napisala, pa kar se je sama spominjala, ne. Drugo je pa v bistvu delo Toma Zupana,
ki je pa na prosil najmlajšo Prešernovo sestrico, Lenko, sicer rojeno leta 811, ko Franceta več ni bilo v Vrbi, ampak je pa se spominjala precej, ker so se doma v Francetu pogovarjali, znala je tudi brati, tako da so vsa ta pisma, ki so bila sicer redka, ki jih je France domov pošiljal, vsa dekleta znala na pamet. Rekli so pa temu prostoru čisto preprosto hiša, to je bil glavni bivalni prostor, zraven hiše imamo vedno še spalnico oziroma kamro. Tako so rekli v starih časih, v Prešernovih časih spalnici, z zakonsko posteljo oziroma špampetom in pa z najbolj dragocenim predmetom, ki ga mi v hiši imamo, to je pa zibka, v kateri so se zibali vsi Prešernovi bratje in sestre in pa France Prešeren. Poleg tega, da se je pri Ribču, kot se je domače reklo hiši, rodil naš največji pesnik, pa je to tudi prva hiša kateregakoli pomembnega Slovenca spremenjena v muzej. Za javnost so jo namreč prvič odprli že leta 1939. Zato je bil zaslužen predvsem pisatelj Franc Aleški Finžgar, ki se je že v tistem času zavedal pomembnosti Prešernovega dela. Zanimiva je zgodba o Prešernovi zibki, katera je danes najdragocenejši predmet v hiši. Za zibko se je moral pa precej potruditi in je zvedel, da se nahaja v Žirovnici, nekaj hiš stran od rojstne hiše Prešernove mame, se pravi, ni šla delač. Mama je posodila en izmed sester, ste rekli. Svoji sestrični, ona pa potem naprej prijateljci, tako da se je malo sled skupila. In Finžgar je moral proti večeru iti preveriti, a je to res prava zibka ali ni. Hotel se je majčkeno skriti, ker takrat so ljudje, ki so na začetku predmete kar podarjali, ker želel si je pa, da predmeti za Prešernovo hišo prihajajo iz okoliških vasi, se pravi iz okolja, v katerem je Prešeren odraščal in iz časa, v katerem je Prešeren odraščal. Se pravi, prva polovica 19. stoletja in na začetku mu predmete kar podarjajo, potem pa so mu začeli malo zaračunavati, ne. So ugotovili, da ima denar, se ne. da, ja. Tako da vedel je, da ga bo tole precej stalo. Doma je pa našel gospodinjo z majhnimi otroci, pa v pričakovanju še enega, tako da se je odločil, da jo bo podkupil. Usedel se je na vlak, vpeljal v Ljubljano, v takrat prvo trgovino z otroško opremo in naslednji dan prišel nazaj s čisto novim otroškim vozičkom. Če bi menjali staro nič vredno zibko za lep nov voziček. Seveda je bila mlada takoj za. Finžgar pa je še preden so domači do konca rekli, ja, lahko vzameš zibko, je bil že na pol poti v Vrbo, tako se mu je zdelo pomembno, da ta predmet najde pot nazaj domov. 1829 je mladi doktor prava nastopil s prvo odvetniško službo. Poleg pisanja literature pa je France skupaj s prijateljem Matijo Čopom veliko časa namenil tudi boju za slovenski jezik. Želela sta si, da bi slovenščino končno lahko enakovredno postavili ob bok nemščini. Proti koncu svojega življenja je končno dobil svojo odvetniško pisarno in mislil, da si bo lahko ustvaril običajno življenje. To mu ni bilo namenjeno, saj je zbolel za cirozo jeter. Bolezen ga je 8. februarja 1849 tudi pokopala. Danes je to Prešernov dan, naš največji kulturni praznik. Njegova literarna vrednost nima meja, zato je prav, da se ob obletnici njegove smrti spomnimo poeta in dobrotnika dr. Figa, ki je tudi v temnih dneh rad pomagal revežem. Spet trte so rodile prijatelji, vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih up budi.